Vlado Podgoršek, uradno Vladimir Podgoršek iz Brežic. V tistem času sem bil novinar, star 53 let. Kot tudi član pevskega zbora Bratov Miljavcev sem takrat nastopil na tistem večeru, 26. zvečer, v programu prireditve na prostoru pri Batičevih kosah. Že takrat je bilo čutiti neko tudi dvig zastave, takrat tam bil slovenske. Tudi je bilo takrat že čutiti med ljudmi neko napetost, neko pričakovanje, tudi malce strahu mora biti. Imel sem pravzaprav veliko informacij o tem, kar nas lahko čaka v tistih dneh po 26. juniju, da sem bil kot novinar dela bližje informacijam. Kljub temu sem kar težko verjel v vse to, potem pa se je to začelo in potem je dejansko vse to postalo dejstvo. In človek je tudi ob teh pogovorih z ljudmi, ki so tedaj verjeli v demokracijo, v svobodo, v samostojnost, tudi sam končno prišel do tega spoznanja, da smo zdaj vendarle sami na svojem, da smo svoj gospodar in da smo tukaj na svoji zemlji Slovenci v Sloveniji. Moram je pa najbolj ostal v spominu vendarle tisti zadnji dan tega dogajanja, 23. 24. oktobra, ko so me zjutraj poklicali, torej ne bomo, mislim, da pol 6, 5, pol 6 na Kapiji na vstopu v letališče Trkle, malce vzhičen v pričakovanju, kaj se bo dogajalo zdaj, zadnjega dne. Dejansko so takrat pričeli prihajati skozi Kapijo tisti vojaki, ki so tam bili tisti čas, torej oficirji in kadri in tako dalje, s kampanjolami, s transporterji, z avtomobili, z zastavami in tako naprej. In to sem seveda se dokumentiral, poslikal. Ko to vse šlo, sva šla s komandantom malce na obhod te vojaške opreme in pravi, da si pa nekaj izberi. Pa smo odprli en malo boljši tovornjak vrata in notri je bil pisalni stroj, pa malce večji gasilni aparat. No, to sem potem vzel kot vojni plen in potem to hranil doma. Moje ime je Tatjana Petrič. V letu 1991 sem bila stara 35 let. Bila sem na vrhuncu svoje moči, polna idej, polna volje do življenja, volje do dela. Splošno vzdušje, ki je takrat bilo med nami, je bilo v zanosu, pa vendarle zelo negotovo in z obilico strahu. Na dan razglasitve samostojnosti smo bili doma, naša mlada družina, smo se zbrali v njeni sobi pred televizijskim sprejemnikom. Gledali smo osamosvojitveno proslavo. Ponosni smo bili, da smo Slovenci in mladoletnim otrokom smo z možem razložili pravzaprav, kaj praznujemo. Tudi vojno vihro smo občutili kar precej od blizu. S možem sva tisti dan po osamosvojitvi odšla v službo, že šla sva mimo barikad. V dopoldnevu pa smo doživeli hrumenje avionov, ki so bombardirali Medvedjek. Nekako smo začutili, da se moramo vrniti domov, otroci so bili sami. Najbolj pa so se me dotaknile osebne stiske mešanih zakonov, ki jih na našem koncu ni bilo prav malo. Zgodile so se prave osebne družinske tragedije. Oktobra 1991 sem ostala brez službe. Podjetje, v katerem sem bila zaposlena, je bilo vezano na jugoslovanski trg. Ob razpadu države se je porušila ves sistem našega dela in tisti zanos, ki nas je preveval ob osamosvojitvi, je kmalu zbledel in nekako padli smo na realna tla. Moje ime je Jerca Šantej, sem slikarka in v bistvu v tem času sem pravzaprav profesionalno nekako začela to slikarsko pot. Zaključovala sem študij oblikovanja v Ljubljani. To je bilo čas izpitov. Prijatelji, vsi, ki sem jih poznala, so bili takrat na ulici. To je bilo tako, kar malo korje kožo še zdaj dobim, če se spomnim, ker je bilo neko vznemirjenje, neko upanje. Zjutraj vžgem Radio Študent in slišim
tiste besede, ki jih pa res nikoli ne bom pozabila. Uživajte v vojni, kajti mir bo nemogoč. Jaz sem bila prepričana, da sanjam, ne. Sem na Celovško pogledala in sem zagledala tanke in nisem verjela. Študenti iz tega konca smo rekli, gremo skupaj, ne, čez barikade proti Sevnici. Te stare tablice, ki so pač to v bistvu iz te poti. Mi smo rekli, ni moj, Novo mesto. In takrat, ko smo se pripeljali v Sevnico, smo bili tako zadovoljni. Ja, in tudi mislim, da me mama še nikoli ni bila tako vesela. Sem pa imela dogovorjen za svojo prvo razstavo in naj bi se zgodila prav v tem času, ko je prišlo do tiste naše vojne, ko je prišlo do napadov. Imela sem takšno tremo kot prvo, kakšne slike, kako polna pričakovanj, kaj bo, ne, in pa kar naenkrat se vse podredi. Ampak so vse stvari pa speljale lepo in ta razstava je potem bila čez nekega pol leta. Ko štejemo leta, koliko časa smo svobodni oziroma samostojni, toliko časa je od moje prve razstave, ne, in je tako lahko vzporedno. Štejem tudi jaz ta leta. Ne. Smo družina Pirc, že 25-26 let na Rosloharjevi 40 živimo. Jaz sem bila rojena na Goljeku in sem tukaj našla moža. Sva imela leta 1991 prvo hčerko, Alenko, ki je bila rojena točno na dan kot naša Slovenija, 25. junija 1991. Je pa vse skupaj naj presenetilo razglasitev 26. junija. Smo pričakovali zelo veliko, predvsem eno samostojnost, eno mirnost, eno lepo državo. Naslednji dan pa nas je vse skupaj presenetilo, nemiri. Jaz, ko sem bila v porodnišnici, niti nismo vedeli, zakaj se gre takoj. Jaz sem bila v porodnišnici menda samo 3 dni, ker se je porodnišnica praznila zaradi možnosti nastanitev ranjencev, vojakov takrat. Prečasno so poklicali, da sem šel po njiju v Brežice. To je bil točno tisti dan, ko se je v Prilepah zgodba dogajala. Naša čist prva, res tista pristna sreča, samo ne 2 dni. Pol nas je pa vse skupaj presenetila ta slovenska vojna in kot prvi otrok v družini je to kar ena taka huda izkušnja. Država se je na nas, pač vse, ki smo takrat rojeni, 2-krat spomnila. Enkrat, ko smo bili stari 5 let, so prišli pač do nas, pa smo dobili vsi darila, pa so nas posneli, pa pač naredili nek prispevek. Na proslavi se je vrtelo. Takrat, ko smo bili pa stari 17 let, so nas povabili na to proslavo, pa smo razrezali torto, praznovali svoje rojstne dneve in rojstni dan države. To sem pač že, ko sem bila majhna, sem vedno se tega pač zavedala. Ker je isti dan rojstni dan naše države, da je zato posebno, no. Zato se pač tudi spomnimo, da zato zastava se obesi tisti dan.